Dr. Vinko Gorenak, imate besedo, da zahtevate dopolnitev odgovora. Ja, hvala lepa. No, zdaj, v začetku je nastalo malo nerodne situacije, ko sem govoril o kondomih, ne, pa mislim, da je tudi predsednik mislil, da se hecam, ne. Glejte, v javnem naročilu Ministrstva za notranje zadeve iz januarja letos ste naročili in kupili 1350 kondomov za migrante. Oprostite. Ampak, gremo po vrstnem redu. V Republiki Sloveniji po poročilu Računskega sodišča zapravimo 1963 evrov na enega prosilca za azil. S tem, da je minimalna plača, kot veste, tam okoli 660 evrov ali minimalna penzija za polno delovno dobo 440 evrov. Seveda boste rekli, da so tu štete plače in vse ostalo. Seveda so štete. Ampak, če ilegalnih prosilcev za azil ne bi bilo, tam zaposlenih ne bi bilo. Potem bi bil strošek nič. Tako je pa strošek 1963 evrov. In povsem jasno mi je, kaj zahtevajo konvencije, sredstva za osebno higieno in tako dalje in tako dalje. Toda, gospod predsednik, namesto luksusne žajfe, po domače povedano, ali mila, lahko kupite tudi navadno milo. Namesto luksusnega šampona lahko kupite navaden šampon. Lahko postavite kak star televizor v njihovo stanovanje. Ne pa, da na javnem razpisu zahtevamo za njih LCD televizor, 81 diagonala, ki ga nima 3/4 Slovencev. 3/4 slovenskih državljanov, ki to plačujejo. Skratka, jaz moram protestirati proti takemu načinu delovanja vlade, ki počne to, kar počne na tem področju, da za državljane Republike Slovenije ni denarja, da za prosilce za azil je pa denarja očitno dovolj. Zdaj vi lahko meni rečete, da je to populizem in ne vem kaj vse. Prav, boste pač tako rekel. Toda, če zaključimo, nobenega razloga ni, da kupujete kondome za prosilce za azil. Vsak državljan, ki gre tule med vlado in parlamentom, zdaj pejte enkrat peš, pa boste videli vsaj 5 beračev. Vsi so slovenski državljani in vsi so nekaj naredili za to državljajo, pa nimajo nič. Ni prav. Predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, imate besedo za dopolnitev odgovora. Žal mi je, da moram to pred spoštovanjem zborom izreči, kar bom izrekel, ampak očitno vi in vaša stranka se ukvarjate s kondomi, mi pa se ukvarjamo z resnimi zadevami. In nekaj vam povem, gospod Gorenak, nekaj vam povem, zapomnite si to. To, da bo v naši državi prosilcev za azil nič, tega moja vlada ne bo dovolila. Rekli ste, da bi jih morali biti nič, da bomo prišparali. To ste rekli, pogledajte si zapisnik. Če mislite Slovenijo narediti v državo, ki bo tako nesolidarna, da bo ljudi, ki res rabijo pomoč, ki bežijo v strahu za svoje življenje, ne sprejemala, jih zavračala, da ne govorimo o tistih drugih zadevah, ki sva jih zdaj omenjala po nepotrebnem, potem to enostavno ni več moja Slovenija. Jaz si za tako Slovenijo nikoli ne bi prizadeval. In to vaše zavajanje, mi da sva že dvakrat imela, torej mislim, da prav z vami samo to diskusijo tukaj, o teh stroških. Ni res. In ni res. In to mora javnost vedeti, da ni res, da kupujemo luksuzne zadeve za begunce ali kogarkoli. Normalno pa, da jim morajo imeti tudi milo, da se umijejo, normalno, da morajo osnovne potrebščine in neke nastanitvene sposobnosti. In zato ne pristajam na tako debato, še posebej, ker se s to vlado še kako trudim, da bi zelo uravnotežil to našo humano držo, tudi sa skrbjo za varnost državljank in državljanov. In mislim, da državljani bodo sami presodili, ali smo doslej uspešno poskrbeli za njihovo varnost. Ampak Slovenija bo ostala solidarna članica Evropske unije. Ne bomo sprejemali toliko ljudi, kot jih ne moremo, ker jih ne bi mogli integrirati, ker ne bi mogli za njih poskrbeti, ker potem imamo vsi problem, bomo pa sprejemali ljudi, ki so v stiski, dokler jim bomo le lahko pomagali. Hvala lepa. Dr. Vinko Gorenak, imate besedo za postopkovno zahtevo, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. Očitno je potrebna ta razprava, to je dejstvo, ne? Ker predsednik vlade trdi nekaj, kar ni res. Kondome kupujete vi, mi se z njimi ne ukvarjamo, ne? Vi ste jih naročili in vi ste jih plačali.
torej ne govorite mi zdaj, da se mi s tem ukvarjamo. Mi se ukvarjamo bolj s slovenskimi državljani, veste, takimi, ki imajo 440 evrov penziona ali pa 660 evrov plače. In zato opozarjamo na to, kar počnete. Nisem pa rekel, da Slovenija naj ne sprejema nikogar. Slovenija je leta 1994 sprejela, natanko vemo koliko, 70 000 ljudi. Gospod predsednik, ampak to so bili ljudje, starejši moški, otroci in ženske. Nobenega vaših let, pa tamle do 18 let, ni bilo med njimi. Danes pa pogledajte številke, pa boste videli, kdo so prosilci za azil. To niso bogi ljudje iz vojnih območij, to je večina ekonomskih migrantov, ki jih pravzaprav tudi vaša vlada, kar je prav, ne, zavrača, kar je tudi prav, ne, ampak ne morete pa gledajte, ne morem pristati in nikoli ne bom pristal, poudarjam, nikoli ne bom pristal na to, da zapravimo, evo, bomo spet pri kondomih, ne, da kupujemo take stvari in da zapravimo 1963 evrov, ki jih plačajo ljudje, ki imajo 400 evrov penziona. Ne morem pristati na to. Jaz se zavedam vse potrebe po solidarnosti države Slovenije in je prav je, da je solidarna, ampak do tistih, ki pomoč potrebujejo. To so pa načeloma otroci, to so starejše osebe, to so ženske, ne pa mladi moški, ki naj grejo domov, gospod predsednik. Puško ne vzamejo v roke in naj si naredijo državo. Če bi mi to naredili leta 1991 pa zbežali v Avstrijo, potem mi dva danes ne bi bila tu. Zakaj? Ker te države ne bi bilo. In tu je tista stvar, na kar opozarjam in še enkrat pravim, gospod predsednik, ni prav, da se počne to, kar se počne. Treba je na notranjem ministrstvu, zdaj je notranja ministrica seveda to lepo dala od sebe na nek urad, zato da bomo dobili nekega direktorja tam, ne pač, ne. Ampak, glejte, vsi lahko kupite navadno milo. Zakaj mora biti parfumsko milo? Lahko kupite navadno zobno pasto, zakaj mora biti ona, ne vem kak fina? S kondomi pa le nehite, ne. Skratka, gre za stvari, ki niso dopustne in jaz mislim, da je potrebna razprava na to temo in moramo kaj reči na to temo. Ampak predsednik, jaz govorim, kot vidite, z dokaj umirenim tonom. Ne spomnim se pa predsednika vlade nobenega, ki bi tako arogantno in tako nesramno odgovarjal. Pa sem sam sedel v tistih klopeh, ki me je nekdo, ki ni Slovenc po narodnosti, zmerijo, da sem izmeček naroda in ne vem kaj vse. Pa nisem zdoril. Dajte še vi biti malo bolj normalni, pa vi še malo pomislite, da je ta stran vodila tudi Evropsko unijo, ne le Slovenijo in to uspešno. O tem je torej potrebna razprava in jo predlagam. Tole pa ni bila dobena obrazložitev. Navedli ste na samem začetku in o tem bomo seveda razpravljali, ker pač moramo o tem sprejeti sklep. Torej, dr. Vinko Gorenak, o vašem predlogu bo Državni zbor odločil petek 24. marca 2017 v okviru glasovanj. Hkrati ste pa samo govorili, žalili predsednika vlade, govorili neposredno njemu, čeprav bi morali utemeljevati predlog za razpravo, nikakor pa ne njega, kakorkoli že mu vračati tisto, kar je pač povedal, kar je lahko povedal. Ni namen te zadnje faze v tem, da imate zadnjo besedo. To res ni namen. Zato prosim, da v nadaljevanju tega več ne počnite. Gospod Janš Kobrne, imate besedo, da zastavite vprašanje predsedniku vlade Republike Slovenije, dr. Miru Cerarju. Postopkovno, gospod Jože Tanko. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Tudi vam ni bilo nobene potrebe po tako ostrem odzivu in šolanju nekoga, ki je postavil vprašanje argumentirano in z sklicevanjem na javni razpis, ki ga je izpeljala vlada, in tudi ni potreben noben tak odziv na to, da je pač svoj predlog za zahtevo za razpravo argumentiral. Mislim, da to nervozo, ki se dogaja čedalje pogosteje v Državnem zboru, pač uredite znotraj med koalicijo v Državnem zboru in vladno ekipo. Ni treba
uporabiti za to obračunavanje z opozicijo, da se druge stvari skrijejo. In jaz bi vam priporočil, gospod predsednik, da v bodoče budno spremljate tudi razprave vaših poslancev, da budno spremljate tudi nastope vaših ministrov, ki prihajajo, ne vem, na tako ali drugačen način zadeti v državni zbor in delajo scene, da ukrepate tudi pri tistih, ki govorijo vse sorte v tem državnem zboru na tak in drugačen način, ampak očitno v tej koaliciji ste vi tisti, ki arbitrirate, odločate, kaj je prav in kaj ni, koga se sme in koga se ne sme diskreditirati ali opomniti in tako naprej. Če se sklicujete na pravila državnega zbora, če se sklicujete na poslovnik, če se sklicujete na prakso, potem bodite pri tem svojem delu dosledni. In pričakujemo samo to in nič drugega. In predsednik vlade v teh svojih argumentih je dejansko nastopil žaljivo in se posmehoval tudi v tem odgovoru svojem prvem kolegu poslancu Vinku Gorenaku. Brez podlage. To, da je vlada izvedla javno naročilo, je dejstvo. Predsednik vlade bi vsaj to lahko vedel, kaj je naročil za migrante. Vsaj to bi lahko vedel, če se je že spustil v obračunavanje. In starčki in ne vem kdo, ki prihajajo sem po mednarodno zaščito ali karkoli, pač teh kondomov ne potrebujejo. Potrebujejo pa mladi junci, če povem zelo po domače. In predlagam vam, da ste pri teh svojih stvareh, gospod predsednik, umirjeni, dosledni in ne izzivate sami tudi reakcije drugih v odzivih na svoje izjave. Hvala lepa. Kot sem že prej rekel, besedo ima za vprašanje, ki ga bo zastavil predsedniku vlade Republike Slovenije, gospod Jan Škoberne.